ko sem se prvič usedel v novega Smarta in se z njim zapeljal en krog, sem rekel, wow, to pa je napredek. Več prostora, občutno boljša vožnja, pač povsod bolje. No, potem pa sem prišel sem. Smarti so bili narejeni za take ozke ulice, a ne? Veste kaj, komaj sem ga pripeljal do tega dvorišča. Še Panda, ki je običajno tukaj parkirana, se lažje pripelje sem noter in vozijo ena starejša gospa, pa sem prepričan, da bolje peljem od nje. Misliš še dobro, da je ni, da me ne sliši. Evo, poglejte, komaj gremim. Ogledala sem zložil, kolesa so čisto na robu. Ja, ne vem. Pri avtomobilih so vedno kompromisi, vsega pač ne moreš imeti. Meni se zdi recimo Smart genijalen avto, ker je res dobro izdelan in se kljub majhnosti zelo solidno pelje. Ko sem pogledal številke, mi je bilo tudi tako jasno, zakaj. Po novem je kolotek spredaj širši za 186 mm, to je skoraj 20 cm, no, tisti zadaj pa za 45. Pa tudi sam avto je zdaj širši za dobrih 10 cm, to pa se najbolj čuti tule znotraj v kabini, žal pa tudi v ozkih ulicah. Ampak ne boste verjeli, ob vseh teh povečavah je Smart ostal do milimetra enako dolg, manj kot 2,7 metra meri. No, in to je tisto, kar je mogoče bolj pomembno. Koliko ljudi pa poznate, ki živijo v tako ozkih ulicah, ki so bile včasih namenjene le prehodu kočij. Večinoma so ulice dovolj široke, parkirna mesta pa so pogosto prekratka. In v tem Smart tu res kraljuje, resnično ga lahko spravite v še tako kratko parkirno mesto, poleg tega pa se pozna, da je zdaj bistveno, ampak res bistveno bolj stabilen, ker je spredaj toliko širši in še vedno se obrne na smešno majhnem prostoru. Motor in pogon sta tudi tukaj zadaj in če bi bil litrski trivaljnik z 52 kW moči oziroma z 71 konji malo bolj živahen ali pa malo bolj varčen, bi bil še bolj zadovoljen. Glede na to, da Smart tehta samo 880 kg, ga je treba kar pošteno priganjati, da kam gre, posledično pa je poraba med 6 in 7 litri, zlasti če boste vsake toliko časa zapeljali na obvoznico, kar pa ni malo. Pri ceni pa smo že večkrat ugotovili, kako je. Za tiste, ki rabijo takšen avto, tudi 14 jurjev ni veliko, čeprav ta cena vključuje skoraj vso bogato opremo, ki jo Smart Fortwo ponuja. Osnovni s šibkejšim motorjem stane 10 tisočakov. Ampak, jaz sem še vedno prepričan, da je tako majhen mestni avtomobil smiseln samo na elektriko, ko bo dovolj poceni jasno.